Pozdravljeni v današnjem vlogu številka 37. Danes je petek, 24.10.2025. V tem vlogu bi pa rad z vami delil izkušnjo, ko sem kupil v Ameriki na potovanju, sem kupil torej tole kamero DJI Pocket 2 Creator Combo. V Sloveniji vidimo, da je ta kamera cene bila okrog 500 evrov, mogoče 20 evrov gor dol, ampak povprečno okrog 500 evrov. Potem ko, če gledamo torej da pogledam, kdaj je ta kamera sploh izšla, da preverimo. Ta kamera, to je že malo starejši model. Kdaj je kamera izšla? Da vidimo. Ja, je bila uradno predstavljena 20. oktobra 2020. Sprav, da je zdaj v bistvu že da je zdaj že 5 let, stara skoraj 6. Osnovni paket je bil za 350 evrov in Creator Combo za 500. Mi smo pa šli tole kamero najprej v trgovino DJI pogledat. Jo niso več imeli, bila je še razstavni eksponat, vendar ni jo bilo pa več mogoče kupiti, ker je že razprodana oziroma tudi že prestara je, prestar model in so prišle že nove in te se v bistvu da dobiti še v kakšnih trgovinah, ki imajo še starejše modele. In potem so nam svetovali, da gremo v trgovino BG, to je bilo tam v Manhattnu, New Yorku. To je podobno k Big Bang, pol sem jaz to kamero kupil. Tam sem dal 400 evrov za, se pravi 100 evrov nižji, 100 evrov nižji za celoten ta komplet. Drugače kamera je meni zelo všeč. Ene 2 dni sem malo rabil, da sem v bistvu brez navodil, da sem jo osvojil, zelo preprosta. Imamo pa, če pogledam najprej, kaj smo dobili v kompletu, torej bil je ta osnovna, pač tale kamera, potem en ta tu, oziroma za zaščito, pol določene te priključke, ki se jih tukaj namesti v telefon, da kamero lahko povežemo s telefonom, potem ta spodnji del se iztakne, lahko namestimo gor to stojalo ali pa mikrofon se prek Bluetootha poveže in pa še 2 kabla. In to je to v bistvu. V tej osnovni verziji bi pa dobil samo tole, brez teh dodatkov. V bistvu pri tej kameri je to dobro, ker tule noter je motorček in to je pol stabilizator. Ta kamera res dobro stabilizira, lahko štelaš torej, koliko je visoka ločljivost, koliko je FPS-jev. Lahko tudi z njo slikaš, lahko nastaviš torej, da se tale zgornja glava premakne ali proti tebi ali pa da jo flipaš, da gre naprej. Imaš potem opcije, da lahko ali snemaš ali slikaš, torej s tem gumbom levo, desno se premika glava, torej za premike, ali pa gor dol zumaš. Imaš tudi tule, pritisneš in ti pol zuma. Imaš pol še ene 3 ali 4 vrste, kako ti snema, ali da je v isti višini, ali da ti gre lahko samo gor dol, da ti je v bistvu FPV mode, first person view, da lepo sledi. Ja, pol na kratko to je to.
Imaš pa pol tudi možnost, da tule lahko na ekranu si pogledaš slike in, posnetke ti jih lepo da. Jaz sem si kupil spominsko kartico 128 giga. Edina mogoče malo slabša stvar je, baterija že v začetku ni, že ko so jo naredili, ni bila tako močna, približno snemalo 2 ure, pri meni, ke je že malo starejši, snema malo manj kot 2 ure. Ampak je pa pol tudi to odvisno, pač koliko je zahtevna ločljivost, pa tudi pač koliko premikaš dejansko z vsemi temi funkcijami, ker, največ porabi ravno to, ne, ta stabilizator. Drugače je pa zelo fajn, ker, ni ti treba tako kot telefon, da bi držal pa gledal pol, a je v redu, a ni. Tule enostavno za držati v roki, za snemati, lahko malo zavrtiš, ko zavrtiš, ti avtomatsko sledi tvojemu gibu. Mi je zelo v redu, tudi je taka kamera. Ta kamera, ja. Zoom imaš, 4-kratni zoom. Ločljivost. Stabilizator. Torej 3x smeri gor, dol, levo itd. Grem nazaj. Lahko slediš, obrazu. Mikrofon, sem že rekel, se pol poveže s tem. Daš mikrofon. To je to. Hvala za ogled, vloga, današnjega vloga številka 37 in pa se vidimo naslednjič. Čao.